plakat, ki je nastal v galeriji Ante Trstenjaka Ljutomer. Ustvarili so ga otroci, zmagovalci natečaja Plakat miru 2015 iz različnih šol širom po Sloveniji. Danes so se jim pridružili tudi domači otroci in poglejte, tako čudovita zgodba je zgodba, ki nam jo sporočajo otroci. V vsaki risbi je kanček resnice, želje, energije in ta zgodba je zgodba Ljutomera, zapisana v letu 2016. Preden bomo opravili fotografiranje, pa je še ena prijetna dolžnost. Že prejle sem sporočila, da je med nami glasnik miru. Povabili smo vrhunskega športnika Robija Markoja, ki ga sedaj vabim, da se mi pridruži. Robi, najprej lep dober dan in pa dobrodošel v Ljutomeru. Ta posebna čast, ki smo ti je dali, je bila z namenom, da otroci vidijo, da je potrebno za uspehe tudi delati, da se začne z majhnimi koraki, lahko pa se konča tudi z rezultati. Ampak tole zgodbo vam bova razkrila malce kasneje. V tem trenutku sledi poslanica miru strani našega glasnika miru Robije Markoja. Izvoli. Poštenosti se ne da kupiti, lahko pa jo živiš. Tudi dobrote ni mogoče kupiti, lahko pa jo deliš. Mir nikakor ni samoumeveni dan, lahko pa ga živimo in delimo, vsi mi, majhni in veliki, otroci in odrasli, tukaj, zdaj, danes in vedno, povsod. Robi, kasneje bomo razkrili še njegovo življenjsko strelsko pot. Kaj veste? Vidite sporočilo, združeni v jato so močnejši. Tudi to nam sporočajo. Lepo je obiskati klub, kot je Lions klub Ljutomer, ki je tako uspešno in prijazno organiziral ta vseslovenski projekt Plakat miru. Lions klub Ljutomer je eden izmed 55 klubov v Sloveniji, kjer več kot 1400 slovenskih Lionsov združuje svojo dobrodelnost. Član največje humanitarne organizacije na svetu, kjer več kot 47,000 klubov v 210 državah sveta uresničuje svojo dobrodelnost. V Zvezi Lions klubov v Sloveniji imamo mnogotere akcije, mnoge imajo klubi sami, mnoge pa združujemo tudi na nivoju distrikta. Naj izkoristim priložnost in vas obveščam, da vam dam informacijo, da so naše najpomembnejše akcije
doniranje hrane, kjer naši člani vsak dan pripravijo oziroma omogočijo več kot 3000 posameznikov topel obrok. Skoraj 300 ton hrane smo v tem realističnem letu zbrali in donirali. Druga akcija, ki je tudi pomembna, je zbiranje starih očal, kjer nam je uspelo zbrati več kot 12 000 očal in naš distrikt uvršča med 5 najuspešnejših v Evropi. In da ne naštevam druge, akcija Plakat miru, ki bo prihodnje leto obeleževala 20-letnico, je naša posebej pomembna akcija zato, ker pritegnemo mlade, ker prinašamo naše poslanstvo, ker spodbujamo mlade, da razmišljajo o miru, ki je danes še kako pomemben. Nekaj tisoč otrok sodeluje v tej akciji, več kot 100 šol in ponosni smo, da se naši otroci s temi deli uvrščajo tudi med najuspešnejše na svetu. Tu gre seveda zahvala poplaščenki, naši Dari in seveda še posebej vsem vam mentorjem, ki tako skrbno, prostovoljno, prostočasno namenjate svoj čas temu poslanstvu. Tako današnji dan praznovanja, dan obeleževanja, dan humanitarnosti, v kateri bomo Slovenci poseben čut, in dan vsega dobrega, kar lahko naredimo za ta svet, da bi bil lepši, da bi bil mir bolj prisoten v našem in sploh svetovnem razmišljanju. Hvala lepa in hvala Lajevskemu Ljutomenu. Spoštovani likovni pedagogi in starši, dragi gostje, cenjeni guverner distrikta 129 Branko Dolenc in dragi prijatelji Lajoni, toplo pozdravljeni. Danes je pred nami 25 vizij o miru, ki so jih ustvarili učenci, likovniki, stari med 11 in 13 let. Ta zgovorna likovna govorica je nastala v projektu na tečaju za Plakat miru pod naslovom Mir povezuje. V sodelovanju s 36 slovenskimi Lions klubi iz cele Slovenije je svoje občutje zlila na papir vsaj 200 učencev iz 110 osnovnih šol in na zaključni izbor je prispelo 145 likovnih del. Izmed vseh teh del je komisija v sestavi akademske slikarke Klementine Golija, akademskega slikarja Franca Vozlja in fotografinje Nike Bele izbrala 25 plakatov, ki so danes razstavljena v galeriji Doma kulture v Ljutomenu. Morda je Plakat miru le mozaični kamenček v prepletu poštenih, strpnih, odkritih želja vseh državljanov sveta, da bi vsi živeli človeka vredno življenje. Sporočila Plakata miru obstajajo in vztrajajo. In sporočila otrok bi morali jemati resno, premišljeno in odgovorno. Otroci nosijo v sebi misel o miru, čeprav je marsikatero otroštvo daleč od tistega, ki je veselo, razigrano in polno sanj prihodnosti. Zato so vsakoletne razstave Plakata miru vredne naše pozornosti, spoštovanja in radovednosti, kaj nam razkrivajo srca vseh teh otrok. Razstava Plakata miru razkriva tudi dolgoletno in plodno sodelovanje med posamičnimi Lions klubi in likovniki sodelujočih šol, kot tudi koordinatorjev v naših klubih, ki bedijo nad tem projektom. Za vsa prizadevanja učencev, ki nesporno kažejo svoj talent, in za pedagoško usmerjanje vseh njihovih pedagogov, zares iskrena hvala. Plakat miru je zgovorno odslikava otroških želja, živeti v miru, v prijateljstvu, razigrani igri in v zvedavem spoznavanju poti, ki vodi v prihodnost.